Lepo pozdravljeni. Točno čez en mesec bomo v Sloveniji začeli uporabljati nov način obračunavanja omrežnine za električno energijo. Poglejmo, katere bistvene spremembe nas čakajo. Obračunavanje omrežnine bo po novem razdeljeno na dve sezoni, višjo in nižjo. V 4 zimskih mesecih, ko je omrežje bolj obremenjeno in poraba večja, bo ta dražja kot od marca do oktobra. Spremembe bodo tudi pri časovnih pasovih. Do zdaj smo imeli 2, po novem jih bo 5, v posameznem dnevu po 3. Najdražji časovni pas bo 1, in sicer na delovne dni v višji sezoni. Najcenejša pa bo uporaba omrežja v časovnem pasu 5, to je na dela proste dni v nižji sezoni. Še ena pomembna novost je ločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Obračun bo po novem individualen, izhajal bo iz navad porabnika oziroma povprečja 3 najvišjih konic v zadnjem zimskem obdobju. Odjemalec bo lahko to naprej dogovorjeno obračunsko moč tudi spremenil. In kako se bodo te spremembe poznale na računih? Povprečen gospodinjski in mali poslovni odjemalec, ki porabi približno 4000 kWh energije letno, bo po predvidevanju Agencije za energijo na leto plačal dobra 2 evra oziroma za odstotek manj omrežnine. Poslovnim odjemalcem pa se obeta podražitev, in sicer bodo na leto plačali od 9 do 15% več. Za nekaj dodatnih pojasnil se nam je zdaj pridružila Duška Godina z Agencije za energijo. Pozdravljeni. Bomo morali torej kuhati po noči, da nas ne bo po novem ob računih za električno energijo oziroma omrežnino bolela glava? Torej, ne bo nam treba kuhati po noči. Ob nespremenjenih navadah bo večina gospodinjstev plačevala celo na leto nekoliko manj omrežnine, kot je plačuje sedaj. Nekoliko več bodo plačevali le odjemalci s sončno elektrarno, ki so v shemi net meteringa. Ti odjemalci pa bodo še vedno deležni velikih ugodnosti, saj se jim bo proizvedena in porabljena električna energija še vedno izravnala na letnem nivoju, več pa bodo plačevali zaradi porabnikov oziroma trošil, ki jih imajo. Skoraj vsi odjemalci s sončno elektrarno se ogrevajo na elektriko, vse več jih ima tudi električno vozilo in druga energetsko potratna trošila, in zato so ti odjemalci od omrežja še posebej v zimskem obdobju bolj odvisni od nekoga, ki se ogreva na primer na plin ali toploto. In prav je, da vsak plača toliko za omrežje, kot ga uporablja. In nujno je, da še preden bomo deležni povišane omrežnine iz naslova potrebnih naložb v omrežje zaradi zelenega prehoda, uredimo, da bodo vsi ti stroški pravično razdeljeni med vse odjemalce. Sedaj imamo namreč stanje, ko na primer enočlansko gospodinjstvo, ki se ogreva na primer na plin, poleg plinske omrežnine plačuje še 2-krat več omrežnine za elektriko kot na primer 3- ali 4-člansko gospodinjstvo, ki ima sončno elektrarno in se ogreva na elektriko, polni električno vozilo ali pa ima ob tem še druga energetsko potratna trošila. Priporočate, da v prehodnem obdobju, torej v prvih 2 letih po prehodu na novi sistem, odjemalci ne spreminjajo obračunske moči, ki jo predlaga elektrooperater. Zakaj? Na računih bodo namreč tudi podatki o morebitnih presežkih in s tem povezanimi stroški, ki pa jim ti 2 leti ne bodo zaračunani. Po teh 2 letih, če bo pri odjemalcu, torej v gospodinjstvu, prišlo do bistvenih sprememb, na primer, če se odjemalec odloči, da se bo ogreval s toplotno črpalko ali pa bo polnil električno vezilo, bo po preteku teh 2 let lahko razmislil tudi o priložnostih, ki jih prenova obračuna omrežnine ponuja. Za premikanje rabe namreč v obdobje, ko je omrežje manj obremenjeno, še posebej v delovnikih v višji sezoni, lahko pomembno vplivamo na naše stroške. Prav to pa omogoča ravno ta dnevna razporeditev časovnih blokov. No, država napoveduje, da se bomo od plina oddaljili in prešli predvsem na elektriko, kar pomeni veliko breme za sistem. Vemo pa, da je sistem že zdaj močno obremenjen in v slabi kondiciji. Kako to komentirate? To je res, to drži, in prav to naslavljam iz prenovo obračuna omrežnine in zato tudi ocenjujemo, da je začetek uporabe prenove obračuna nujen in ga ne smemo več prelagati na kasnejša obdobja. Namreč pred nami so prav zaradi zelenega prehoda potrebne velike investicije v elektroenergetsko omrežje, predvsem v distribucijsko. Odmik od fosilnih energentov pomeni
zmanjšanje oziroma ukinitev rabe zemeljskega plina pri ogrevanju in drugih fosilnih energentov tudi v prometu. In to bo močno vplivalo na elektroenergetsko omrežje. Raba električne energije se bo več kot podvojila. To dejansko izhaja tudi iz veljavne energetske politike. To pomeni tudi veliko večje obremenitve omrežij in naložbe bodo nujno potrebne. Zato, če želimo izvesti učinkovit zelen prehod in če želimo zagotoviti hitrejše vključevanje na primer toplotnih črpalk in električnih vozil v naš sistem, bo nujno torej se tudi odločati o rabi omrežja in razmišljati o premikanju rabe v obdobju, ko je omrežje manj obremenjeno, in s tem torej razbremenjevati omrežja in dajati priložnosti tudi vsem tistim, ki se še želijo vključiti oziroma investirati v ali toplotne črpalke ali električne polnilnice oziroma druga energetsko potratna trošila. Opozarjate, da nas sicer lahko doleti nemški scenarij. Kaj se dogaja tam? Nemčija je v obdobju že pospešenega vključevanja toplotnih črpalk v sistem in tam se najverjetneje že dogajajo težave v omrežju, zato so sprejeli ukrep, ki velja od 1. januarja letos, da v primerih, ko na nekem območju pride do težav v zvezi z zanesljivo oskrbo, lahko elektrooperater izvede ukrepe, ki so povezani z razbremenjevanjem omrežja, torej elektrooperater zniža moči odjemalcem na tisti minimum, ki je nujno potreben za opravljanje osnovnih gospodinjskih opravil. Konkretno to pomeni, da izklaplja toplotne črpalke oziroma ne bo možno polniti električnih vozil takrat. Tega pa si seveda ne želimo. Hvala za vaša pojasnila in lep pozdrav, Maribor. Ostajamo pri energiji. Odjemalec želi izstopiti iz sistema daljinskega ogrevanja, saj uporablja toplotno črpalko. A ker živi v Ljubljani, tega ne more storiti. Zakaj, se je pozanimala Darja Zupan. Ko je račun za daljinsko ogrevanje postal previsok, se je Metod Pevec odločil za uporabo geotermalne toplotne črpalke. Ker proizvede dovolj energije, se je želel odklopiti od sistema daljinskega ogrevanja, pri tem pa naletel na težavo. Ko smo mi obvestili energetiko, da ne potrebujemo več te storitve njihove, so nam odpisali, da smo se za to odločili samovoljno. Torej, če si v območju te lokalne toplarne, si njihov za vselej. Kljub temu so zaprli pipo, stanje na števcu Energetike Ljubljana je nič, položnice pa še vedno prihajajo. Od nas Energetika Ljubljana še vedno vsak mesec terja 108 evrov. Za nas so izračunali, da za to hišo potrebujemo vrčunsko moč 42 kW. Ta naprava zmore 17 kW toplote. A več kot zadostuje, ker v najhladnejših mesecih seveda kompresor deluje s polovično močjo. Podobno težavo ima tudi Tomaž Rajterič, ko je v hiši vgradil toplotno črpalko in sončno elektrarno, se je želel odklopiti od sistema daljinskega ogrevanja. V pogodbi z Energetiko Ljubljana, ki nam jo pokaže, ima celo napisano, da se lahko odklopi, a ko to poskuša, dobi odgovor. Z njihove strani pravijo, da je to zakonsko nemogoče narediti. Se pravi, bi rekel tako, da na nek način država skuša naše potrošnike pripraviti do tega, da bi bili čim bolj zeleni, če temu tako rečem. Obenem pa zakonodaja ščiti monopoliste. Tam, kjer sistem daljinskega ogrevanja obstaja, morajo biti odjemalci nanj priklopljeni, odgovarjajo pri Energetiki Ljubljana, ki ta sistem v prestolnici upravlja. Se morajo odjemalci priključiti na obstoječi sistem daljinskega ogrevanja v dveh primerih. Če je sistem daljinskega ogrevanja učinkovit, energetsko učinkovit, in pa če njihov objekt potrebuje več toplote kot 4 MWh letno za ogrevanje. Drugi zakon, ki govori pa o odklapljanju obstoječih odjemalcev, to je pa zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, govori pa o tem, da se odjemalec lahko odklopi pod enakimi pogoji. Če je sistem daljinskega ogrevanja energetsko neučinkovit
in pa če je njegova potreba po toploti manjša kot 4 MWh letno. Dodajajo, da se je z daljinskim sistemom rešila predvsem problematika individualnih kurišč. Brez teh sistemov je zeleni prehod praktično nemogoč. In tudi Energetika Ljubljana stremi k temu, da menjava svoje vire. Že zdaj imamo 14% toplote iz obnovljivih virov in ta delež se bo v prihodnje samo še povečeval. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo nameravajo to zmedo urediti še letos. Bomo še v letošnjem letu dali v javno obravnavo zakonodajo, s katerim bomo tudi to področje naslovili, in tam bo pa tudi priložnost mogoče podrobneje nasloviti kakšne te dileme oziroma javni obravnavi bojo lahko vsi uporabniki naslovili. Ali bo novi zakon vseboval tudi možnost odklopa od daljnovoda za vsa gospodinjstva, če bodo ta to želela, še ni jasno. Koda je pri koncu. Z vami bomo spet prihodnjo soboto, do takrat pa pazite nase in na svoj denar.